Ja, lepo vas pozdravljam. Mogoče je prilika, da še jaz povem nekaj o tem razvpitem pismu v Delu. Jaz celo mislim, da seveda mladi niso, ko so se izolirali, razmišljali o tem, da pomagajo starim. Bili so samozaščitni. Družbe večinoma so samozaščitne in jaz mislim, da je ta osnovni, ne bom ga imenoval, egoizem, ki nas je pripeljal, da smo večinsko se držali ukrepov. In to, kako smo potem s tem preprečevali okužbo, seveda, preprečevali smo okužbo tudi, da se ni širila med nami, med mlajšimi, malo manj mladimi in starejšimi. Vsekakor pa ta, bom rekel, na nek način egoistična misel, da bi bili stari celo nekaj dolžni. Zlasti ob tem, ker bom jaz, kot je že moj predhodnik, profesor Pribac, že povedal, da so v tej epidemiji najbolj stradali stari. Potem bi lahko kvečjemu razmišljali obratno, kdo je komu kaj dolžan. Na vsak način, jaz mislim, da je ta podatek, ko se bližamo milijonu mrtvih po vsem svetu in da se bo izkazalo, da je verjetno 500 000 mrtvih ne med starimi, ampak med starimi v domovih, je nekaj, kar bi se, če bi šlo za neko drugo demografsko skupino, že zdaj pomenilo velikanski, ne vem, škandal, pretres, tragedijo. O tem bi se že danes pisale knjige, o tem, kar se je pa zgodilo starim v domovih, se bojo najbrž že pisale v prihodnosti. Jaz sem prepričan, da bojo tudi študentje, ki so organizirali ta simpozij, pisali svoje doktorske teze na to temo in prav bi bilo, da bi jo podrobno raziskali. Zakaj? Ker ta hip, jaz sem upal, ko sem napovedal svoje predavanje, verodostojne podatke, ki jih bo dejansko mogoče primerjati, ta hip pa, kot tudi vsi ostali vidite, razpolagamo s parcialnimi podatki, tudi nezbrani po enakih metodologijah, skoraj vsakemu podatku se da ugovarjati, zlasti, če imamo ob njegovi interpretaciji dve različni teoriji. Tako da, pravzaprav iz teh mnogih parcialnih podatkov, seveda bom jaz podprl tisto, kar je rekel že moj predhodnik. Mislim, da je to, kar se je zgodilo v domovih za stare, dokaz nekega svetovnega starizma, nekega svetovnega odnosa prebivalcev drugih generacij proti svoji najstarejši generaciji. Zdaj, kakšno je stanje v domovih za stare po svetu? Deloma smo to slišali. Jaz bi rekel, da ne glede na metodologijo, ki nekoč šteje, jasno, da ne moremo ločiti, kaj je neposredni vzrok smrti, in tako da večina statistik, kot jih imamo, šteje vse tiste, ki jim je bila dokazana okužba, kot smrt zaradi ali ob koronavirusu. Nekatere države grejo še korak dlje, da štejejo tudi paciente ali pa prebivalce domov za stare, ki so imeli samo podobne simptome, pa jih štejejo kot v to košarico smrti zaradi koronavirusa. Taka je na primer Belgija, ki ima tudi največje število postelj v domovih za stare na svetu, okrog skoraj 13 000 na milijon prebivalcev, pa ima kljub vsemu ob vsem tem, bom rekel, zelo širokogrudnem štetju žrtev koronavirusa, ima 50% vseh smrti na račun prebivalcev domov, medtem ko, na primer, če na drugi konec postavim Slovenijo, ki ima 81% vseh umrlih v domovih za stare, od vseh umrlih v domovih za stare, pa je striktno štela samo tiste, pri katerih je bila okužba potrjena, dokazana s testi. Zdaj, v evropskih državah je ta odstotek se giblje nekako od 35, recimo v Veliki Britaniji, pa do nekaj preko 60, tukaj se največkrat omenja Španija, čeprav se tudi Španija v kakšnem drugim poročilu šteje malo više ali malo niže, ampak mislim, da je
dosti dobro predvideva, da se bo na svetovni ravni ta odstotek gibal okrog 50%. Posamezne dežele, ali ne vem, kako jih imenujejo v Kanadi, njihove zvezne države, na primer Ontario, so tudi dosegle smrtnost 80% vseh smrti v domovih za stare. Zdaj, zdi se že iz tega podatka, da so domovi za stare neka tako specifična žarišča, da bi se jih morale države, pa čeprav so to morda spregledale na začetku, bi se morale tega vprašanja lotiti morda po 2 tednih ali pa po 1 mesecu in dejansko izvesti tisto, kar so vse po vrsti proglašale. Posebej bomo poskrbele za naše najbolj ogrožene skupine. V resnici se to po podatkih, s katerimi razpolagamo, ni zgodilo niti v eni državi. Pravzaprav se pojavljajo še ene zanimive, bom rekel, seveda zgolj hipoteze, da so najnižjo umrljivost zaradi koronavirusa pokazale države, ki imajo najmanj domov za stare. To najmanj, kar je, bi verjetno veljalo za vso vzhodno Evropo ali pa, če hočemo reči, na vzhodno stran železne zavese, ker velja tudi za te države, ki so danes v Evropski uniji. Na primer, Bolgarija ima zelo malo domov za stare, Romunija ima malo domov za stare, Grčija, za njo nisem niti vedel, ima 10-krat manj postelj za stare kot Slovenija. Da ne govorimo o državah, kot so Poljska in na koncu Rusija, za katero se dozdeva, da ne vem, ima 100-krat manj postelj oziroma jih skoraj nima nič v primerjavi z, na primer, Slovenijo, ki je pa po številu postelj visoka. Ima okrog 10.000 postelj in sodi med vrh držav, vsaj po številu, daleč od tega, da bi govorili, da to velja tudi za standarde, ki v teh domovih veljajo. Zdaj, že pri standardih teh domov že lahko srečamo, po moji presoji, starizem, ki seveda ni vezan na epidemijo koronavirusa, ampak se vleče skozi desetletja in se v mnogih državah celo slabša. Recimo, slabša se v vseh državah, ki so sprivatizirale domove za stare, na primer v Združenem kraljestvu, ki je imelo še pred 20 leti 90% javnih domov za stare, je danes številka obrnjena, 90% je zasebnih. Tudi v Sloveniji je skoraj 50% domov koncesionarskih. Tukaj se ne bom spustil v oceno, kaj natančno to pomeni, ker me želijo nekateri zelo direktorji domov z velikim poslanstvom za skrb za stare prepričati, da absolutno njihova vrednota ni profit, ampak seveda hladnokrvni opis domov v Angliji pove, da takoj, ko so prišli v zasebne roke, se je zmanjšala kadrovska struktura, zmanjšala oprema, ni bilo nikakršnih rezerv ali zaščitne opreme na začetku epidemije in ne samo to, tudi po mesecu dni epidemije so tam negovalci in sestre hodili oblečeni v vreče za smeti. Da so ti domovi, ampak tukaj zdaj prehajamo v to, kar je za pričakovati. Prostorska, da so zdravili, oziroma da bi bili neke vrste negovalne bolnice. Domovi so definirani povsod po svetu kot nadomestilo za varovančev oziroma za stanovalčev lastni dom, ko njegovo bivanje doma ni več možno. In iz tega izhajajo tudi zdravstveni normativi v tem domu. Zdravstveni normativi zadoščajo približno, da se pa oceniti, da ne več, zato ker so se ti domovi napolnili zelo bolnimi ljudmi, ampak vsaj približno so bili ciljani na to,
da so podobni normativu, ki ga ima zdravstveni dom, da oskrbuje svoje gravitacijsko področje, medtem ko zdravstveni dom po principu, da gre Mojzes na goro, namesto gora k Mojzesu, ta normativ prenese v dom in je to ekspozitura zdravstvenega doma v domu za stare. Kar pomeni, da imamo situacijo, recimo včeraj sem jo preveril v enem domu s 150 varovanci, da v nočnem času v tem domu dela ena srednja medicinska sestra. Za tiste, ki ne veste, morda se boste pa spomnili, da smo pred nekaj leti temu profilu sestre v bolnišnicah odvzeli vsako pooblastilo za izvajanje zdravstvene dejavnosti. Postala je seveda neka bistveno manj pomembna oseba kot nekoč, ampak v domu je to edina zdravstvena oseba po noči in zraven še dve negovalki. Kar pomeni, da ekipa 3 ljudi skrbi za 150 varovancev, od katerih je 75% na težji stopnji obravnave, ki se imenuje, stadij 3 ali faza 3. In če k temu dodamo še, kar se je zgodilo potem med epidemijo, smo seveda prepričani, da tak dom nikakor ni ustrezal zahtevam, ki so se pred njega postavile. Zdaj, če samo na kratko rečem, število postelj ali pa količina domov za stare pa seveda ne razloži smrtnosti v domovih na Zahodu. Če vzamemo zelo na splošno, da so zahodne države pri redu velikosti približno 10.000 na milijon prebivalcev, vse podobne, potem pri njih več ne iščemo razloga, več kot je postelj, več je smrti. Tukaj seveda igrajo vlogo pa tisti faktorji, ki so bili že prej omenjeni, ki so zelo pomembni, kako so te države preprečile vdor okužbe v domove za stare. To je ključni mehanizem, ključni fenomen in seveda je najprej odvisen od količine okužb, od števila okužb v okolju. Pri tem, na primer, je Slovenija imela veliko srečo. Mi imamo nizko število okužb in zaradi tega tudi razmeroma majhno število domov, v katere je okužba prodrla, pa kljub temu 81% vseh smrti v domovih za stare. Drugod so imeli manj te sreče. Španija, Italija, ki so bili na začetku na udaru, so okužbe takoj udrle v številne domove za stare in seveda imajo število smrti orjaško, tako izven domov kot v domovih, ampak delež smrti v domovih je seveda približno 50%. Zdaj, prepričan sem, da bo v prihodnosti to potrebno raziskati, zlasti stališča, o katerem smo že slišali, na kakšen način preprečiti okužbam vstop v domove za stare. Kako so se obnašale države do tega vprašanja? Ob tem, da so deklarativno, kot sem že omenil, naštevale, da je kako pomembno se je posvetiti starim, so recimo vsaj nekatere, na primer Švedska, priznala, da so storile premalo. Recimo švedski premier je priznal javno, da nismo uspeli zaščititi najbolj ranljive populacije, najstarejših, kljub najboljšim namenom. To je ponovila tudi ministrica za zdravje, da ni bilo tako lepo, je povedala ena od sester švedskih, ki je delala tako v domu za stare, kot kasneje v bolnišnici, in je povedala, da so nam v domovih naročali, naj ne pošiljamo nikogar v bolnišnico, čeprav je star 65 let in ima še mnogo let življenja pred seboj. In je pripovedovala, kako težko je bilo opazovati umiranje in mučenje s težko sapo ljudem, za katere niso mogli storiti ničesar. Potem je ona obupala in je odšla v centralno bolnišnico v Stockholmu, kjer je rekla, da tam je videla dramatično demografsko razliko. Bolniki so bili bistveno mlajši, rojeni v 90-ih, 80-ih letih prejšnjega stoletja in zelo malo mladih. To pomeni,
to kaže odraz, o katerem pa vsaj, če ne drugega, na Švedskem začenjajo razpravljati, medtem ko pri nas se ta razprava seveda tlači. Kako je v drugih državah? Moram priznati, da nikakor ne tako kot na Švedskem. Morda bliže temu, kot je v Sloveniji. Od tega, da tisk o tem poroča, ampak na nek ne zelo kritičen, skoraj bi lahko rekel, prizanesljiv način, v nevtralnih izrazih, kot da je to res zelo tragično, kakšno ceho plačujejo stari ljudje, do tega, da ponekod zahtevajo odgovore, ampak da pravih odgovorov pravzaprav še ni. Zato sem pač rekel, to bo potrebno, to nas čaka ogromno delo, da bomo odgovorili na vprašanje. Tukaj seveda se ponuja najbolj klasičen odgovor, pa sej nekaj pač odnese, zaradi ničesar stari ljudje v starosti umrejo. Lahko umrejo zaradi gripe, če pride COVID, umrejo zaradi koronavirusa, lahko bi umrli zaradi svoje kronične bolezni in potem obstajajo seveda tudi taki, bom rekel, statistični salto mortale, ki pravijo, na primer, tudi za Slovenijo, se v letošnjem letu je v domovih za stare umrlo manj ljudi, kot pa v lanskem letu v istem obdobju. Ob tem, da je v enem samem domu za stare umrlo 36 ljudi, kar pomeni 2,5-krat več, kot pa v lanskem obdobju. Jasno, dokler bolezen v naši državi odnese 100 ljudi, medtem ko na letni ravni umre 20,000 ljudi, potem vemo, da nam tudi tista statistika, ki jo čakamo, ali se bo pokazala razlika umrljivosti na letni ravni, ki bo odgovorila na vprašanje, kolikšna je dodatna umrljivost zaradi te bolezni, da najbrž že v naši državi tega ne bomo opazili, oziroma bo to spet en razlog za velik ponos, medtem ko jasno tem statistikam pa, na primer, če omenim samo New York, tem ne bodo ubežali, že zdaj se ve, da bo njihova letna umrljivost, mislim, da 2 do 3-krat večja, kot pa v povprečju prejšnjih 5 let. Skratka, odvisno je od tega, ampak seveda pri vsaki bolezni se je potrebno vprašati za vsako smrt. Sicer bi lahko tudi razpravljali, ali se nam splača ukvarjati s prometnimi nesrečami in 100-letnimi smrti, ki se pa sploh ne poznajo v vitalni statistiki vsakega leta. Morda bi se pa morali s tem prenehati ukvarjati. Skratka, že ta odnos, pojasnjevanje do tega vprašanja kaže ponovno na starizem, še preden se lotimo konkretnih ukrepov v teh domovih. In seveda potem lahko pridemo k temu, kako je na primer naša država in deloma, kot se vidi na Švedskem iz pripovedi te sestre, tudi druge ravnala. Res je sicer, da se bo pokazalo, da nekje, kjer so bili preplavljeni z epidemijo, najbrž niso imeli niti časa razmišljati, kaj lahko naredijo za domove, ker so imeli bolezen povsod. Imeli so takoj nabite bolnišnice s takimi in drugačnimi pacienti in logično je, da so v takih državah mogoče še bolj lahko vestjo, kot pa morda pri nas pustili domove, da se znajdejo sami. Za razliko od tega pri nas to ni bilo potrebno. Mi smo najkasneje po 4 tednih, okrog 27. marca, se je število infekcij, število novo okuženih dnevnih začelo zniževati, je padlo preko vrha, medtem ko še en teden kasneje, 6. aprila, je v domovih za stare umrlo šele 30 ljudi in 56 naslednjih je umrlo v naslednjih tednih. Pa kljub vsemu smo takrat potrdili že poprejšnjo dogovorjeno, ampak zdaj pa napisano navodilo, da se COVID okuženi pacienti in tisti, ki zbolijo z blažjimi simptomi, zadržijo in obravnavajo v domovih, da ti domovi poleg tega se organizirajo v 3 med seboj ločene oddelke na zdrave, sumljive in na okužene ter bolne, za katere seveda vemo, da ne more potekati komunikacija osebja in če dodamo tisto, kar sem vam povedal o nočnem personalu v takem domu, kljub temu, da
so tem domovom potem priskočili na pomoč zunanji prostovoljci. Je kljub temu očitno vprašanje, ki ga je treba postaviti. Zakaj je prišlo v tej zdravstveni politiki na najvišjem nivoju do odločitve za triažo od sebe, za triažo, ki jo mi pač žargonsko imenujemo v zdravstvu triaža od sebe, torej pacient ne gre proč od mene, v tem primeru mislim proč od bolnišnice. V tistem trenutku namreč smo imeli bolnišnice enotretjinsko zasedene in doma je bilo na čakanju več tisoč zdravstvenih delavcev. Na to vprašanje bo potrebno odgovoriti. Jasno je, da jaz sem si zastavil v naslovu tega prispevka, ali je šlo za napako, ali je šlo za starizem, ali je šlo za začetno paniko, ko se je mislilo, da nas lahko preplavi epidemija v obsegu Španije ali Italije in je šlo za rezervacijo postelj, ki bodo jutri ali pojutrišnjem zasedene, ampak po 2-3 tednih. Poleg tega tudi ti poskusi zasipanja domov z navodili, zasipanje, oprostite, teh, kar ne želim reči pejorativno, slabo plačanih, malo izobraženih negovalcev, izčrpanih srednjih medicinskih sester z novimi navodili, kako naj nosijo opremo zaščitno, ki jo še niso niti imeli, kako naj ravnajo, da ne bo prišlo do križanja poti v eni ustanovi, ki absolutno ni grajena, da se v njej ne bi križale poti, in kako naj obravnavajo to bolezen in kako naj prepoznajo, da je bolezen kljub vsemu tako resna, da zasluži hospitalizacijo, ker to je bilo dopuščeno, pacientu pa le ne bomo hospitalizacije, če jo potrebuje, ampak ta hip mi nihče, tudi zdravniki, ne zna odgovoriti na vprašanje, kaj pa je potem bil kriterij za to srednjo medicinsko sestro sredi noči in morda z zdravnikom na telefonu, da ugotovi, ali ta pacient sodi v bolnišnico. Poleg tega, kot veste, je prišlo tudi do te klasifikacije, razporejanja pacientov na tiste, ki zaradi svojega siceršnjega zdravstvenega in splošnega stanja ne potrebujejo ni smiselna hospitalizacija in so torej predvideni za paliativno oskrbo. In za tiste, ki bi ta hospitalizacija prišla v poštev. To pomeni, če seštejemo, in tukaj nimam časa, da bi prikazal tudi algoritme, ki so iz tega nastali. Iz tega je bil dobesedno jasno prikazan namen čim manj starih pacientov v bolnišnico. Morda ste tudi sami opazili, kako so bolnišnice nenadoma postale javno deklarirane kot center umiranja, kot nekaj grozno slabega, kot bojte se bolnišnice, se tam boste prej umrli kot v domu in tako naprej. To pomeni, vse ti nameni, in seveda način in sporočilo, ki je namenjeno pavšalno vsem ljudem. Res je, jaz sem delal v takih bolnišnicah in vem, kaj se lahko zgodi s staro osebo kar preko noči v bolnišnici. Ampak vem tudi, da lahko bolje ozdravi bolnišnici. Narašča tudi v nekaterih javnih člankih, ki sem jih zasledil v laičnih medijih. Češ, medicina ni zveličavna, da, soglašam. Moramo se izogibati invazivnim in dragim zdravilom in preiskavam, ker ljudem mnogokrat škodijo bolj kot koristijo, soglašam. Ampak nikakor ne soglašam, da taka priporočila veljajo pavšalno za polovico populacije v domovih za stare. Naj vam omenim, da v domovih za stare v Sloveniji na leto umre približno četrtina ljudi. Medtem ko te komisije, ti konziliji, ki so delovali v naših domovih, so po naših ocenah in nekaterih parcialnih podatkih, žal celovitih podatkov nimamo, ker se prikrivajo,
je bilo do polovice ali celo več stanovalcev ocenjenih, da ustrezajo samo definiciji paliativne obravnave. Kar pomeni z grobimi besedami, da je bilo ocenjeno, da polovica ljudi ne bo preživela več kot prihodnjih nekaj mesecev ali do največ enega leta. Kar se ne sklada s podatki o umrljivosti v domovih. Zdaj, če zaključim. Če zaključim z eno zelo kratko oceno, zakaj se je pravzaprav to zgodilo. Zgodilo se je najprej iz medicinskih, strogo organizacijskih razlogov, ko zdravstveni delavci, ki delujejo v tej verigi od primarnega do hospitalnega zdravstva in ki bi morali pravzaprav bolnika preko zidu, gledajo, kaj sodi k njim in se branijo tistega, kar ne sodi k njim, in v našem primeru se je zgodilo to, da so zaradi tega diskriminirali šibek člen v tej verigi. V tej verigi obravnave ljudi so bili domovi za stare šibak člen in morali bi vsaj v hudi krizi, kot je bila epidemija, drugi priskočiti na pomoč na način, kot pa to niso. Druga stvar še, ki sodi poleg tega organizacijskega pogleda, ki beži od tega holističnega pristopa k posamezniku. Je pa seveda tudi vgrajeni starizem, ki se ga mnogi med nami morda zavedamo, drugi se ga ne zavedajo. To je odnos, da pač življenje stare osebe pri 80-90 letih, ki ima statistično pred sabo kratko življenje, ni toliko vredno kot življenje neke druge, ki se mu je treba bolj posvečati. To je absolutno v načelu z zakoni, z deklaracijami, tudi na vsezadnje tisto znano reklo, ki pravi, ko pride do vprašanja zdravja in bolezni, življenja in smrti, so vsi ljudje enaki. To znamo zdravstveni delavci izrekati ob vsaki priliki, ampak dejansko pa ne razmišljamo tako. In mislim, da bo treba veliko delati tudi na osebni ravni, da sami sebe redno prepričujemo v ta naš nezavedni šovinizem, ki ga kažemo, ko srečamo tujca, ko srečamo staro osebo, karkoli že, da se borimo proti temu. To mislim, da je tudi en močan vzgib. Stari preprosto niso prišli na vrsto v razmišljanju. Če bi umrlo nekaj otrok, bi vsa država razmišljala, kaj narediti za vseh 400,000 otrok. Če smo imeli vojaka na letalonosilki med to epidemijo, je cel svet spremljal to letalonosilko. Da ne govorim o turističnih ladjah ob nekaterih obalah, ki so jih zaprli in se je zgražal cel svet. Naši domovi za stare in ne samo te potniške ladje, seveda z mnogo manj luksuzno opremo, ki so za to plačali. Gospod dr. Dušan Keber, hvala lepa za vaš govor.